studiu se mi je, tako kot vsak teden, pridružil naš obalni korespondent, ker je z obale. Če se pa kdaj ful zredi, bo pa naš obilni korespondent. To je Marko Žerjal! Gospod Žerjal, ste pa malo stil spremenili za nocojšnjo oddajo, ali se mi sem zdi? Ja, sem, ja, ker nazadnje ste nekoliko negativno komentirali mojo izbiro oblačil. Tako da sem se danes odločil, da bom tudi sam se malo bolj fino oblekel. Kako se vam zdi? Ja, zelo fino, tako. Mislim, meni je všeč, pa se mi zdi, da se stilsko ujemava, se ne? Kako pa to, mislim, kako pa ste zbrali tako okusne obleke, glede na to, da se tipično oblačite kot kakšen prejemnik socialnih prispevkov? Sploh ni bilo težko, gospod Godler, sploh ni bilo težko. Preprosto sem prišel v trgovino in jim rekel, prosim, oblecite me, da bom izgledal kot James Bond, potem, ko je bil odpuščen zaradi pitja na delovnem mestu. Pa naj še kdo reče, da obleka ne naredi človeka. James Bond odpuščen zaradi pitja? Ja. In takoj, ko so si dal gor suknič in srajico, je rekla podajalka izvrstno, sedaj pa zgledate že skoraj kot kralj Charles iz Temuja. Iz Temuja? Ja. Njena sodelavka je rekla, da sem tak, kot bi se oblekel nekdo brez rednih dohodkov, ki se trudi pustiti dober vtis na ljudi na obletnici Valete. Gospod Godler, mogoče nimam obletnice Valete, ampak rednih dohodkov pa tudi ne. Tako je rekel, vzamem jo in evo nas tu. Ok, no, to mi je pa dal kar precej zamisliti o vsem, v bistvu. Ampak, če lahko za trenutek pustimo na strani ta modno vprašanje, dajte mi povedati, kaj vas je ta teden zmotilo in posledično celoten slovenski narod? Gospod Godler, ta teden sem se osredotočil na tematiko, ki mislim, da res razdvaja slovensko javnost. Ampak to ne na klasičen način, ko so eni ljudje na eni strani, drugi pa na drugi. Ta konflikt razdvaja Slovence tako, da so vsi nekako na obeh straneh hkrati. Gre namreč za epidemijo klicanja policije, ker sosedovi mulci vadijo inštrument. Vadijo inštrument, ne vem, klavir, violino. Tako. Zato? Zakaj takšnega so ljudje pripravljeni tako daleč, da kličejo policijo, ne razumem? Ja, gospod Godler, definitivno so. Zdaj vem, zakaj so Kingston peli Cela ulica nori. Ne kliči 113, ker očitno je to nekaj, kar se glasbenikom dogaja v Sloveniji. In slovenska javnost si ob tem preprosto ne ve, kaj misliti. Ker po eni strani ideja, da nekdo kliče policijo na nedolžnega otroka, ki ne počne nič slabega, ampak preprosto vadi svoj inštrument, zveni naravnost grozna. Ja. Res grozna. Ja, se strinjam. Ampak po drugi strani, če živiš v večstanovanjskem bloku in svojemu otroku za rojstni dan kupiš bobne, si pa malo pizda. Ja, ok. Se pravi, ni jim prav, da ljudje kličejo policijo, ker otroci vadijo, ni jim pa tudi prav, da otroci vadijo. Tako nekako, ja. Mnenja se gibljajo od seveda je prav, da se otroci lahko učijo igrati, a s tem ne smejo motiti sosedov. Do seveda je normalno, da sosede moti, da je nekdo cel dan glasen, a ni prav, da zato kličejo policijo. Ok, ampak dajte mi povedati, kdo ima pa tlepol prav? Ne vem. Iskreno so tukaj mnenja o tem, kaj je prav in narobe tako prepletena, da bomo prej našli miroljubno rešitev za Ukrajino, kot za to dilemo. Moram priznati, tudi sam na trenutke ne vem, kaj si misliti tukaj, pa ponavadi imam zelo dodeljena stališča. Recimo, v enem primeru je soseda klicala policijo, ker so otroci ene družine vadili klavir, violončelo in violino za dobrodelni koncert. Klavirski trio, ok. Tako. Za dobrodelni koncert. Dobrodelni koncert. In takoj sem pomislil, o moj bog, kako more, za dobrodelni koncert gre. Sploh niso vadili zase, ampak za druge. Ja. In potem pa so še enkrat pomislil, čakaj, klavir, violončelo in violino. Trije so bili, ali kaj? 3 otroke imajo v tej družini in vse so morali dati v glasbeno, noben ni mogel šah vaditi od njih. Resno. Ker to pomeni ne samo, da je soseda morala trpeti celo leto, ko so vadili vsak zase, ampak jih je zdaj morala poslušati še vse naenkrat.
Jaz ne vem več, kaj si misliti, gospod Godler. Vi ste tudi glasbenik. Ja. Kako ste se vi v mladosti soočali s tem, da vas vsi sovražijo? Sovražijo. Ne bi rekel, da sem vas sovražil. No. Ne, so vas sovražili. Ampak sploh ne samo zaradi glasbe, tudi ta splošna polikanost in zategnjenost, verjamem, da je morala biti pravi hit med vašimi vrstniki. A veste, ne samo da hodi v obleki in kravati v osnovno šolo, zdaj moram še poslušati to razbijanje cele dneve. Čakaj. Jaz sem do zdaj mislil, da so me imeli vsi radi in pa da se noben noče pogovarjati z menoj, ker me niso hoteli motiti. Ja, glejte, sovraštvo do glasbene mladine je preprosto zimzeleno v Sloveniji, ampak seveda, gospod Godler, nisem prišel na oddajo samo s težavo, ampak sem prinesel tudi nekaj potencialnih rešitev s sabo. Me ste sam težave naredili, iskreno povedano. Poslušajte, obstajajo namreč kraji, kjer bi otroci lahko vadili čez dan, brez da kogarkoli s tem motijo. Recimo, upravna enota. Je tako? Naj grejo vaditi na upravno enoto, itak je fraj. Uradne ure so 2 dni na teden od 9 do 9:30. To so najslabše izkoriščene nepremičnine v Sloveniji. Dajmo par frocov notri z violinami, pa vsaj kaj od tega. Če je zaposlenim moteče, pa lahko tako grejo na kavo za par ur. To znajo. Potem naslednja opcija, cerkve. Gospod Godler, cerkve so ogromne stavbe z odlično akustiko, ki se jih koristi en dan v tednu. En sam dan, ostale dni so pa bolj prazne od mojega bančnega računa. Dajmo otroke spustiti not, da vadijo, to bo odlična kombinacija. Orgle so že tam. In še zadnji prostor, ki ga predlagam za vaje, slovenski vlaki. Vlaki? So ogrevani, so odprti cel dan in so prazni. Za osnovnošolske otroke je celoletna karta za vlak nekje 200 evrov. Preprosto kupite mu jo, ga pošljete gor, da se malo pelje naokoli in igra. Tako se rešimo in glasnih otrok, pa še slovenske železnice bodo dobile finančno injekcijo, da jih ne bo treba stalno dokapitalizirati. To je vse res. To lahko rešimo 2 muke na en vlak. Bravo! Hvala lepa, gospod Žerjav, kot vedno odličen. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.